V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi slednje lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebna obstoječa znanja, lokalne potenciale in ljudi bolje povezati ter na podeželju oblikovati nove koncepte delovanja. Eden takšnih konceptov je tudi koncept pametnih vasi za jutri. Cilj projekta Pametne vasi za jutri je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, poseljeno in seveda omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Projektni partnerji, 5 lokalnih akcijskih skupin, smo v središče projekta postavili več aktualnih izzivov, predvsem vsesplošno problematiko hitrega staranja prebivalstva ter pomanjkanje celostnih rešitev za dolgotrajno oskrbo starejših, pomanjkanje kariernih priložnosti za mlade ter povezano opuščanje življenja na odročnem podeželju in selitve v mesta. Sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja partnerji iz Las Posavje, Las Obsotelje in Kozjansko, Las Prlekija, Las Goričko in Las pri dobrih ljudeh kreiramo sodobne rešitve, ki podpirajo evropski koncept pametnih vasi. Ko govorimo o konceptu pametnih vasi, ne govorimo zgolj o eni posamezni vasi, ampak o številnih aktivnosti, ki so lahko z decentralizacijo delovnih mest odvijajo na podeželju. Začnemo pri kmetijstvu, precizno kmetijstvo, uporaba sodobne tehnologije, od senzorike, robotike, vse to že prihaja tudi v sfero kmetijstva, povezovanja potrošnika in pa proizvajalca, potem tudi delitvena ekonomija, se pravi souporaba strojev ali upravljanje storitev z tega področja, potem pa preidemo na mobilnost na podeželju, potem skrb za starejše na podeželju, to tako imenovano e-zdravje, kjer se lahko tudi nadaljavo spremlja zdravstveno stanje ljudi, do področja turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, potreba po delovnih mestih, se pravi po manjših in srednje velikih podjetjih, tudi v podeželskih okoljih, če želimo ohraniti ta vitalna, nenazadnje tudi koncept decentralizirane energetike, tisti, ki daje podeželju cela vrsta priložnosti. Tako da gre za v bistvu nek sistem storitev, Vkolikor pa to čim več tega združimo v enem okolju, pa potem lahko začnemo govoriti o ekosocialnih vaseh, samooskrbnih in podobno. Moramo biti realni. Vkolikor ni delovnih mest na podeželju, mladi odidejo tam, kjer dobijo sodobna kvalitetna delovna mesta. V evropskem konceptu pametnih vasi je zelo veliko poudarka na socialnem področju, socialnih inovacijah in potrebah posameznika. Skrb za starejše je eno od velikih izzivov za vse nas in velika priložnost tudi za koncept pametnih vasi. Projektni partnerji smo izziv staranja prebivalstva in pomanjkanja ustreznih ter cenovno dostopnih namestitev za starejše naslovili z izdelavo obsežne analize. V 5 las območjih smo strokovno podporo preučili stanje obstoječih kapacitet za starejše, potrebe po socialnih in zdravstvenih storitvah, izdelali smo demografske projekcije staranja prebivalstva. Demografske analize kažejo, da se bo število starostnikov podvojilo, število starejših od 80 let se bo v deležu potrojilo. Najbolj zaskrbljujoče je pa to, da bo število delovno aktivnih drastično upadlo. Če gledamo za Posavje, bo število delovno aktivnih padlo iz 50 tisoč na 30 tisoč do leta 2070, število zelo starih, 80 plus, se bo povečalo iz sedanjih 5 tisoč na 10 tisoč. Razmerje, trenutno je 11 delovno aktivnih na enega starostnika, bo zelo upadlo iz sedanjih 11 na 2,7 in to je zaskrbljujoče. Analiza je pokazala, da 60% starostnikov nima ustreznih bivališč, v katerih bi lahko prejemali oskrbo na domu, želijo si bolj varnega okolja in zaradi tega bi bila pametna srebrna vas primerna rešitev za organizacijo oskrbe v skupnosti. Zasnovo modela pametne srebrne vasi je v obliki dokumenta izdelal Las Posavje. Ostale las so izdelale dodatne 4 modele, ki prav tako naslavljajo aktualne izzive podeželja. V Las Posavju bomo tako oblikovali
model pametnih srebrnih vasi, kar dejansko pomenijo gospodinjske skupnosti na vasi za starejše, in ta skupnost bo seveda obogatena z digitalno tehnologijo in seveda tudi cenejšo energijo, se pravi kot neka samooskrbna skupnost, obogatena tudi z dodatnimi storitvami, kot so pomoč na domu in pa na primer dolgotrajna oskrba. Izdelani model vključuje tudi prostorske izrise prilagojenih stanovanjskih enot za starejše v različnih velikostih. Pametna srebrna vas, ki naj bi v prihodnje zaživela tudi v praksi, predstavlja priložnost seveda za starejše, da imajo daljšo samostojnost na podeželju in seveda tudi za mlajše z vidika dodatnih storitev. Model pametne srebrne vasi in vsi ostali modeli so zasnovani tako, da so prenosljivi tudi na druga območja. Na območju Las ob Sotelju in Kozjansko partnerji izpostavljamo modul druženja na vasi. Naša želja je, da zanimivimi učnimi vsebinami starejšim omogočimo druženje in nova prijateljstva kar najbližje njihovemu domu, če je le mogoče v njihovi vasi. Las Prlekija izvaja model digitalne tehnologije na podeželju. Razvili bomo nov pristop lažje uporabe digitalne tehnologije za starejše. V okviru operacije bomo tako uredili večnamenski prostor v vasi Stogovci v občini Apače, kjer bo tudi izvedena delno energetska sanacija objekta in bo tako urejen v večgeneracijski prostor, kjer bodo potekala druženja med starostniki in mladostniki. Las pri dobrih ljudeh 2020 bo v okviru projekta Pametne vasi razvil model povezovanja lokalnih ponudnikov. Kajti opažamo, da je v zadnjem času na našem območju naraslo povpraševanje po izdelkih, ki nastajajo na tradicionalen način. Po drugi strani pa je vedno več ponudnikov izdelkov in storitev, ki temeljijo na lokalnih virih, ampak vsak po svoje išče pot do kupca. Zato bi radi na podlagi analize opredelili ukrepe in jih združili v dokument, ki bi pomagal pri povezovanju ponudnikov in okrepil sodelovanje med njimi. Las Goričko izvaja v okviru operacije sodelovanja Pametne vasi za jutri model trajnostne mobilnosti na podeželju. V okviru operacije bomo po vzgledu že obstoječe rešitve sopotnika izvedli testni pilot na temo prevoza ciljnih skupin, s čimer želimo preprečiti osamljenost starejših ljudi na podeželju, predvsem tistih iz odročnih krajev. V sklopu operacije bomo kupili električno vozilo, pripravili akcijski načrt prevozov, izvedli usposabljanja za uporabnike, prostovoljce in občine, animirali udeležence za sodelovanje, pripravili ozaveščevalni material in ozaveščevalne dogodke. Poleg izdelave modelov, številnih delavnic, obnovitveno-vzdrževalnih del na več objektih ter nakupa e-vozila je med partnerji zaživela tudi pomembna izmenjava znanj in dobrih praks. Las Posavje je partnerjem predstavila pametno rešitev mobilnosti na podeželju, storitev sopotniki, brezplačni prevozi za starejše od 65 let, ki se v Posavju v sodelovanju z Zavodom Sopotniki izvaja v 3 od 6 občin. Več mobilnosti in organiziranih prevozov pa si po rezultatih analize želi tudi večina prebivalcev na vključenih Las območjih. V domovih in tudi ljudje na domu, ki živijo sami, se počutijo izolirane. Želijo si več kontakta, večjo vključenost v skupnost. Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin smo v veliki meri namenili našim starejšim, zavedanjem, da je njihova sedanjost naša prihodnost. Partnerji upamo, da smo z izdelavo strokovnih podlag ter prostorsko zasnovo pametne srebrne vasi kot podeželske skupnosti že uspeli ustvariti temelje, na katerih bodo pametne srebrne vasi iz papirja prešle tudi v realnost.